Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi je z nami Edita Krajinović, direktorica družbe Mediade. Edita je alumna in nekdanja asistentka ekonomske fakultete, pot pa jo je kasneje iz akademskih vod ponesla v poslovni svet, kjer se danes poglablja v področju trženja in menedžmenta. Lansko leto je osvojila nagrado za Evropsko osebnost leta za razvoj stroke internega komuniciranja, je pa tudi soustanoviteljica projekta Inženirke in inženirji bomo, s katerimi mlade navdušuje za inovativnost in inženirstvo. Sodeluje tudi pri metodologiji Zlate niti in je avtorica vrste strokovnih člankov z področja vodenja. Ditka, jaz sem res vesela, da si vzela čas. Upam, da se počutiš dobrodošla tukaj med nami. Zelo domača se tukaj počutim. Daj mi povej, kar začneva. Kakšna je bila Ditka kot študentka? Recimo, da bi bila moja sošolka, da bi jo srečala v predavalnici ali pa na hodniku. Skoraj bi si upala trditi, da bi se družili. Bila sem, se mi zdi, nič tako izstopajoča študentka, če bi temu rekla. Bila sem pa dovolj radovedna, da ko je nekdo predlagal, dajmo iti recimo v AIESEC, v študentsko organizacijo, sem šla. Uživala sem v tem, da študiram in tudi tako, to mi je še dan danes ostalo. Tako da, tako kot velja verjetno za vsakega študenta ali študentko, so bili predmeti, ki so me bolj zanimali in predmeti, ki me sploh niso zanimali. Tako da same prijetne spomine imam na ta čas, tako da bi pa rekla, da je pa kaj prav izjemnega izstopalo v mojih študentskih letih. Kaj pa mogoče izmenjava? V 4. letniku smo imeli priložnost kandidirati za študij v Ameriki. Izbranih nas je bilo 5 študentov. In jaz moram priznati, meni se je zdelo fajn, da se za to potegujem in jaz bi bila neskončno srečna, če bi bila 6. Ker pa bi si rekla, no, če bi se pa še malo bolj potrudila, bi pa šla. A kaj, ko sem bila izbrana med 5? In smo šli in to je bila recimo izkušnja, ki mi je prinesla to primerjavo slovenskega znanja z ameriškim. In ko to doživiš, ko vidiš, kako kvalitetno je naše znanje, kako smo z njim konkurenčni, takrat veš, da imamo vse razloge za samozavest, za tekmovalnost v mednarodnem okolju in se mi zdi to neprecenljivo. Druga stvar, ki sem se jo pa naučila v Ameriki, takrat je bil študij že tam drugačen, ne da se sam učiš, ampak dobiš projekt, skupina mora narediti projekt in je ocenjena za skupno delo, se pravi to urjenje v timskem delu in tam sem se naučila, da v bistvu drugače, kot je bilo morda takrat še pri nas, mi je ta všeč, pa bi z njim, pa s tem ne bi, tam nič ne vprašajo. Tam te dajo skupine, to je vaš projekt, če ga naredite, dobite dobro oceno, če ga ne naredite, ne dobite ocene. Tako da to mi je bila neka taka, bom rekla, lesson learned, tako drugače pa je Amerika prinesla tudi možnost potovanja, tako po Ameriki kot po Mehiki, tako da je to res ena taka bogata izkušnja, ki me je kar konkretno zaznamovala. Kako pa bi rekla, da je danes še vedno študentke od tebi? Ali pa recimo na katerih področjih si se pa popolnoma spremenila? To je pa zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da bom jaz večen študent. Ko sem jaz še hodila v osnovno šolo, je bilo na prvi strani osnovnošolskega spričevala napisano učiti, učiti, učiti. To je vaša naloga, dragi učenci. Jaz sem to smrtno resno vzela, tako da jaz danes, če bi lahko se vpišem na fakulteto, če je treba, grem delati vzporeden magisterij, res, tako jaz takoj bi šla nazaj. To, da lahko sedim v klopi, da se lahko učim od nekoga, z nekom, to je nekaj najlepšega. In konec koncev pravzaprav tudi danes uspešna podjetja, okolja delajo na ta način. Danes več ne greš delati, danes se greš tudi učiti. Vsak teden, vsak dan se treba nekaj novega naučiti, tako da meni to res ekstremno ustreza, tako da se sama učim in da tudi učim tudi druge. Tako da takoj bi šla nazaj biti študentka. Si se pa v bistvu na tvoji almi mater, kakor ti rada rečeš, preizkusila tudi na drugi strani katedra. Kakšna je bila pa ta izkušnja zate? Tudi prečudovita. Ko sem imela priložnost takrat priti v izbor za asistentko, je bilo ponujenih, mislim, da recimo 8-9 področij in jaz bi seveda zbrala marketing. A kaj, ko je bil že zaseden? Kaj pa zdaj?
In od predmetov, ki so bili ponujeni, se mi je najmanj dolgočasen zdel poslovne finance. Ne, da sem kaj vedela o njih, takrat se je na ekonomski fakulteti še predavala Menica Paček. Ampak tako, zdelo se mi nekaj novega, zanimivega. Sem šla na intervju k profesorju Mramorju, Dušanu Mramorju. On me je vprašal, presenetil me je, kje se vidim čez 10 let. Sem mu odgovorila, ne vem, kaj sva se še vse pogovarjala, me je izbral. In mislim, da sem dobila enega najboljših mentorjev na svetu. Skupaj sva postavljala predmet poslovne finance in vedno, ko nekaj razvijaš iz nič, je vsaj meni to zelo lepo. Tako da izjemno sva sodelovala. Tudi kot mentor in kot človek sem imela najboljše okolje za to, da se kot mlad človek razvijaš in zato sem mu življenjsko hvaležna. On to ve. Jaz sem pa ponosna, da sem zavedno prva asistentka profesorja Mramorja. Kaj pa recimo usporednica med akademskimi vodami pa pol poslovnim svetom? Res velikokrat slišimo, ja, pa v poslovnem svetu je to vse drugače, to je čist drug svet. Kaj pa si recimo ti potegnila iz faksa, ki lahko še danes implementiraš? Moram priznati, da svetova sta res različna. Moja recimo preizkušnja in moja osebna rast in učenje je bilo, ko sem prešla iz akademskega okolja v poslovno, zame termin, da je nekaj nujno, v akademskem okolju ni obstajal. V akademskem okolju se pa ja ukvarjaš samo s pomembnimi stvarmi. In preprosto ta prilagoditev na nujno, na hitro, na to, da šteje rok izvedbe, na to se je bilo kar potrebno privaditi in da danes stvari, da so drugačne, ne pa kapitalno drugačne, okušam v projektu Center znanosti v nastajanju, ko vidim, sodelujemo znanstveniki, ljudje iz poslovnega okolja, ljudje iz kulture, da je tukaj, bom rekla, drugačen način delovanja in se moramo potruditi, da delamo skupaj na način, ki ustreza obojim. Tako da samo akademsko, bom rekla, življenje, način dela pa meni dal eno veliko vrednost in velik kapital, da se znam še danes pogovarjati z akademiki. In ravno to razumevanje, kako deluje znanost, je recimo omogočilo, da smo v Sloveniji postavili metodologijo Zlata nit, izbor zaposlovalca leta v sodelovanju znanstvenikov, strokovnjakov in podjetij. Če pa greva naprej, recimo po tvojem življenju, te je kasneje pot iz akademskih vod peljala preko bančništva, pa kasneje v poslovni svet, kjer se zdaj ukvarjaš z marketingom končno, a ne? Pa internim komuniciranjem. Kako si ti doživljala te preskoke? So bile to neke spontane odločitve? Bom rekla, delno spontane, delno načrtne. Je pa tako, da je to kar zahtevno. Iti iz enega področja v drugega, recimo, ko sem prihajala iz poslovnih financ in akademskega okolja v marketing, v bančništvo, kot prvo je to cel kup knjig. Pa ne gre samo za znanje, gre za priučitev načinu delovanja, kako deluješ. In to so bile kar, tudi, bom rekla, tudi polomljeni zobje pri tem, ko pač se učiš in ni enostavno. In zdaj teh preskokov delati veliko je, pač moraš vedeti, da je treba veliko vlagati in da pač to prinese veliko dela, energijo. Tako da moja izkušnja je, če bi lahko še enkrat, bi vsekakor vse to ponovila, to je res, se pa tudi zavedam, kaj vse to potegne za seboj, koliko učenja in ne nazadnje, koliko podpore je pri tem potrebne tudi v družini, da razume to, da pač se greš nekaj učiti popolnoma na novo in tako. In zdaj, tako ko gledam, zdaj mi je že kar malo nenavadno, da v medijadah, v podjetništvu sem že 17 let, kmalu bom polnoletna. Sem hotela tudi vprašati, kako pa veš, kdaj iti? Saj mogoče včasih ni toliko težko si najdeti neke poti, kam me vleče, ampak kdaj? Recimo se najdeš v enem vzorcu, dobro se zastopimo, fino mi je na tem delovnem mestu, kdaj pa vidiš, da si sposoben več oziroma da rabiš več? Tole pa ni lahko odgovoriti na to vprašanje. Mislim, da je to zelo odvisno od posameznika. Bi pa tvegala in rekla, da je eno od indikatorjev ali pa nek barometer tega, kdaj je potrebno se vprašati, da menjaš, je takrat, ko imaš občutek, da nehaš rasti, da se stvari postale rutinske,
da te več pravzaprav ne vznemirjajo in da je tam zunaj nekaj, hej, spet se lahko učim. In tako, to recimo se mi zdi ena taka stvar, ali da se znajdeš v nekem okolju, ki ni več prijetno, zdravo. Takrat tudi mislim, da je treba menjati, ker v kakšnih okoljih delamo, to zelo vpliva na nas tudi kot, bom rekla, ljudi, na naše zdravje, na naše dobro počutje. To so neki dejavniki, ki bi jih kandidirala za to v neke razmisleke. Kot rečeno, je pa to zelo individualno in pač mene je gnala od področja do področja, po eni strani radovednost, po drugi strani pa želja po tem, da vodim ljudi. Razglašena si bila tudi lansko leto za Evropsko osebnost leta na stroki internega komuniciranja, za kar ti res iskreno čestitam. Mogoče pa mladi malo manj poznamo to temo. Kako bi razložila nekomu, kaj to sploh je, pa recimo, kaj tebi predstavlja to priznanje? Bom začela od ozadaj. Jaz mislim, da je to veliko priznanje in tako sem ga tudi doživela v Sloveniji. Slovenija je to priznanje dobila prva na svetu, prej tega priznanja niti ni bilo, v tekmi z veliko večjimi državami, kot so Portugalska, Belgija in Velika Britanija. Tako da to je res eno veliko priznanje stroki, ne nazadnje pa tudi našemu podjetju Mediade, ki je zraslo pravzaprav iz inovacije na področju internega komuniciranja. Zdaj, kaj počne interno komuniciranje v podjetju? Interno komuniciranje pomaga vodjem, da ljudje razumejo, kaj nas povezuje. Se pravi, kaj je tisti skupen smoter, pomen tega, kar delamo skupaj. Se pravi, ne jaz kot posameznik, ampak mi skupaj, da se med seboj tudi razumemo. Če povem rajš na enem primeru. Eno od slovenskih podjetij je za nagrado, kot izkaz, koliko je vredno to, da inoviraš, svojo ekipo peljalo v NASA center v Ameriko, odkoder pošiljajo rakete na Luno oziroma v vesolje. In je bil tam nekdo, ki je bil meni podoben, zvedav in je vprašal gospo, ki je čistila, snažilko, what are you doing? Kaj počnete? In odgovor te snažilke je bil, I send people to the moon. Zdaj, samo snažilka, lahko rečemo, pa vendar ona je čutila, da s svojim delom prispeva k temu, da ljudje gredo na Luno oziroma v vesolje. Kar pomeni, da če ona svojega dela ne opravi dobro, lahko prah vpliva na občutljive delčke in v vesolje je zero trial error, tam ni možnosti za ponovitve, če gre kaj narobe, ljudje umrejo. In to pomaga, to je, bom rekla, neka vrednost, ki jo interno komuniciranje ustvarja v podjetju, da vsi razumemo, kaj delamo skupaj, in po drugi strani, da nekdo v marketingu, ki dela zelo dolgoročno, razume kolego v prodaji, ki pa gleda kratkoročno. Prodajniki imajo plan, on more znotraj meseca, kvartala in leto pač določeno število ali vrednost prodati zdaj in njega ne zanimajo stvari za naprej, ker je njegov plan in plačilo vezano na kratkoročno. Hkrati interno komuniciranje pomaga razumeti vodjo in hkrati zaposlenega. Se pravi, tisti povezovalec oziroma dela to, kar je osnovni pomen komunikacije. Beseda komunikacija se velikokrat enači z obveščanjem. Saj sem povedal. To ni komunikacija, to je delček komunikacije. Komunikacija etimološko izvira iz besede komunikare, posvetovati se, komuna skupno, narediti skupno. In to je vloga internega komuniciranja, da pomaga pri tem, da stvari postanejo naše skupne in igramo za isti koš oziroma cilj, da napredujemo v ligi. Kaj pa recimo ti voditelji, ki to uspešno implementirajo, recimo par stvari, ki jim je pa res skupnega? Ko smo v Sloveniji razvijali metodologijo Zlata nit, sem veliko tega svojega zornega kota bazirala na knjigi Build to Last, ustvarjeno, da traja, in na drugi knjigi What Great Managers Do Differently. In izkaže se, da nimajo dobri voditelji ene skupne lastnosti. En vodi na ta način, to mu je pomembno. Se pa izkaže, da je ena modrost, ki je pri vodenju, da skušaš ljudi razumeti oziroma da ne skušaš tlačiti v njih tisto, kar je ostalo zunaj, ampak izvabljaš iz ljudi tisto, kar je v 30, 40, 50, kolikor so pač stari, ostalo noter. In da ta kapital izkoriščaš, torej da gledaš, kaj v ljudeh je, ne pa česa ni.
Tako da to so recimo take stvari, ali pa vedenja, temu se potem reče tudi karizmatična vedenja, ki jih imajo ljudje radi. Torej, karizma ni God given gift, se pravi od Boga dano darilo ali pa talent, ampak je nekaj, kar razvijamo, vedenja, jih imajo ljudje radi, in ljudje imamo radi dvoje, če nas spoštujejo in če si lahko medsebojno zaupamo. Tako da stvari na koncu pridejo na zelo, zelo, zelo tradicionalne vrednote in načine delovanja medsebojne. K čemu bi pa rekla, da se ti kot lahko iz svojih izkušenj rečem odlična vodja vedno znova vračaš pred kakšnimi izzivi oziroma ki je treba ekipo spet malo, recimo korona, ker naenkrat smo vsi ostali doma, smo ostali na vides nepovezani. Kako si se lotila tega? Moram reči, da prav zanimivo, upam, da bom znala zdaj to razložiti. Se je dvakrat zgodilo v podjetju, da smo se morali nasloniti na nevidno. Odnosov med seboj ne vidimo, ampak na koncu se na njih nasloniš, ne? Na tem zmagaš ali pa padeš. Tako da leta 2010, v prvi krizi, smo mi zmagali z odnosi, ki smo jih imeli med seboj. In je zdaj zanimiv paradoks. Ko je nastopila kriza, nisem bila jaz voditeljica, ampak naša kolegica Zala. Ona, vodja pisarne, cool menedžerka, ona je rekla, 13. vsi domov, ne bomo več domov. In jaz sem ji to dopustila, ker v teh okoliščinah je ona delovala bolj prav za organizacijo, večji občutek za ljudi in za cel kolektiv imela od mene. In jaz sem pa naredila nekaj prav, da sem ji to dopustila. In nisem imela nobene potrebe, da takrat kaj dirigiram po svoje, ampak sem jaz njej sledila. In se mi zdi, da v tem delu smo odigrali prav. Drugo, kar pa je, takoj smo se lotili preračunov, pogledati, kje smo glede na drugo, koliko časa lahko trajamo z denarjem, ki ga imamo na računu. In takrat smo mi videli, da smo v dobri kondiciji. In takoj nemudoma smo to vse povedali ljudem, mi smo vsi vedeli, kje smo, kakšen portfelj imamo. Pri nas pač rečemo, da delamo z najboljšimi podjetji. Kako pa veste, da so najboljši, ki delajo z nami, a ne? Tako se ni čisto logično. Malo za šalo, malo za res, zadnji je ena modrost, first class people bring it first class people, second class people bring it third class people. Tako da mi se zelo trudimo, da delamo z najboljšimi, med katerimi je tudi Ana, a ne? Če omenim, kakorkoli. Skratka, mislim, da če se vrnem nazaj na to, kaj so izzivi, pa to, mislim, da so izzivi, da znaš kot vodja v konkretnih okoliščinah oceniti, kdo je najboljši za neko vlogo, in to konec koncev vodja počne. On organizira svoj tim, kjer naj nekdo igra, zato da v tisti tekmi zmagamo. In potem je pa treba tudi reči, ok, zdaj pa tekma drugačna, zdaj bo pa ta človek bolj pomemben, zdaj bomo poslušali malo bolj njega, in v bistvu na koncu res prideš do tega, kar rečejo, da je vodja kot dirigent. In enkrat potegne prvo violino, drugič pa druge inštrumente iz ozadja. In zato to ni čist, bom rekla, eksaktna znanost, ampak ves čas, ko jim proliga. Moraš se znajdeti in zdajle odigrati, ni vnaprej pripravljenih tekstov. Moraš imeti pa tudi prave ljudi okrog sebe in ti jih definitivno imaš. Zdaj pa, kako veš za nekoga, on je dober fit za našo ekipo? Očitno imam nekaj smisla za to, oziroma kot mi je nekoč prinesla iz Anglije, mi je prinesla profesorica Maja Zalaznik, danes takrat še Maja Makovec, mi je prinesla en tak magnetet. Women's intuition is just a polite way of saying that women are smarter. Tako da ne vem, zdaj intuicija v resnici pomeni, da imaš veliko znanja, pri čem ali pa izkušenj, ampak tako jaz tukaj res tako pač gledam, recimo v naši ekipi, konkretno v Mediadah, meni je bilo ves čas usmeritev, da smo čim bolj interdisciplinarni. In to prinaša rezultate, ker Zala kot fizik vidi stvari popolnoma drugače, kot jih vidijo 4 novinarji, ki jih imamo v ekipi, in Vita, ki je inženirka, jih spet vidi drugače, in ta bogastvo raznolikosti, to naredi dobro ekipo. Če bi bili mi vsi enaki, kaj pa od človeka, ki se vsem strinjava, vse viva enako, kako se bo pa eno drugega kaj naučila. Tako da to, se pravi, je pa tukaj tudi določena šolanja o vodenju, ni kar tako priletelo, to so moje izkušnje, jaz sem človek, ki verjame in v znanje, in to, da potem poskušaš in s tem nekaj delaš in se tudi učiš learning by doing. Tako da to je nekako, mogoče bom rekla, ni neke secret sauce. Je pač znanje, učenje, pa nekaj smisla najbrž za to, zato najbrž počnem to, kar počnem.
Si pa med drugim tudi avtorica metodologije Zlate niti, pa soustvarjaš izbor zaposlovalca leta, pa sodeluješ z gazelami, najboljšimi hitro rastočimi podjetji. V bistvu, kakšen nasvet bi lahko dala mladim, glede na to, da res delaš z najboljšimi slovenskimi zaposlovalci, kako biti fit za taka podjetja oziroma kaj razvijati mogoče že v študentskih letih, zaradi tega, da bomo, ne vem, na poti neke uspešne kariere? Bom si pomagala z modrostjo Zlate gazele Slovenije, Janez Novak, direktor podjetja RLS. Ko smo ga leta nazaj, ko je postal Zlata gazela, vprašali na MQ konferenci Združenja Manager, Janez, kdo vam je vzor? Pa je rekel, joj, sem pa že v takih letih, da težko rečem, kdo mi je vzor. Pač 60 plus, recimo, da je takrat imel. Ja, pa smo šli naprej z razpravo. Pa čez 10 minut je pa dvignil rogo, zdaj sem se pa spomnil. Če bi pa že mogel reči, kdo mi je pa vzor, je pa to boljša verzija mene v prihodnosti. In mislim, da se v tej njegovi modrosti skriva to, v čem se moramo vsi uriti, ne glede na to, a si mlad po letih ali mlad potem, kako se počutiš. Skozi gledati, da si jutri boljši kot danes. Se pravi, ves čas ohranjati kondicijo, željo, odprto za vse življenjsko učenje. In mislim, da če imaš to vgrajeno, potem se ti za to, da boš dobro funkcioniral tam, ko boš, se ne smeš bati, zato ker itak vedno skozi boš gledal na tem, da si spredaj, da tečeš dovolj hitro, da druge puščaš za sabo. Ker to zahteva tudi eno disciplino, a ne? Je pa tudi še drug projekt, ki je tebi zelo ljub, in sicer si tudi soustanoviteljica projekta Inženirke in inženirji bomo. Ampak Edita, ti si ekonomistka, kako ti lahko govoriš, dajte se odločiti za inženirski poklic? Kako je prišlo do tega? Do tega je prišlo tako, da me je kolega Tone Petrič, takrat je bil direktor Cisco Slovenija, predstavil podatke, koliko mladih se vpisuje na tehniške fakultete v Srbiji, na Irskem in v Sloveniji. In v Sloveniji tako prepričljivo malo, da mi je bilo kot ekonomist se ukvarja z upravljanjem virov, zelo hitro jasno, kje nam primanjkuje talentov. In tako se je začela cela zgodba in jaz se danes hecam, jaz promoviram inženirje, ampak inženirji potrebujejo nas ekonomiste, zato da jih promoviramo, malo za šalo, malo za res. Mislim, inženirji so ljudje, ki iščejo rešitve, bi se ukvarjali, velikokrat so introvertirani, potem se jih pa ne vidi in potem mladi ne vidijo priložnosti, kaj vse bi bilo lahko zanimivo v njihovem življenju, če bi šli po tej poti, ker poslovno znanje ekonomsko vedno lahko dodajaš. Težko bo šel pa iz poslovnih ved nazaj na študije tehniške. Ne? Tako da to je neka, bom rekla, ozadje tega, kako se je to dogajalo. In na koncu se tukaj vedno zgodba pripelje do zgodbe talentov, tudi v podjetjih. Ana, bodoča ekonomistka, ji bo to koristilo. Ne? Kaj je največji dejavnik po raziskavah produktivnosti podjetij? To, da imaš prave ljudi na pravih mestih. Torej, če je nekdo šel in postal računovodja in je celo življenje računovodja, kako bo mar vedel, kako dober marketingaš bi bil lahko, da ne rečem niti inženira. Ne? Zato je to pomembno preizkušati, v čem sem dober, kaj me veseli in kaj okolje potrebuje. In tukaj zate velike ekonomske logike, tako da se v tej iniciativi odlično ujamemo, tako ekonomisti, kot antropologi, kot inženirji, skratka zelo ena pestra sestava nas je teh, ki se ukvarjamo z promocijo s tem študijem v Sloveniji. Pa mogoče v luči meseca marca, ki je tako malo bolj posvečen ženskam, od dneva žena, materinskega dneva, imava tudi še en projekt Inženirka leta. Kako pa je do tega prišlo? Do inženirke leta je prišlo znotraj iniciative Inženirke in inženirji bomo, in sicer pobudo za ukvarjanje z inženirkami je dala Medeja Lončar, direktorica Siemens Slovenija. Zakaj? Ko je prebrala knjigo Industrija 4.0, je ugotovila, da razvoj, kapital, denar bo šel v tehnologije. In če imamo že zdaj malo oziroma peščico žensk in deklet na področjih tehnologij in se bojo stvari tam samo še bolj intenzivno odvijale, prihaja do Paretovega pravila, nečesa, kar je veliko, bo samo še več. Torej, smo še manj prisotna dekleta tam, kjer bo
razvoj in se bojo sprejemale pomembne odločitve. Tako da pobudnik je bila Medeja, pa smo nazaj pri izvedbi, vizija, ki je nespremna implementacija, je samo halucinacija. Zelo pomembno je, da znaš stvari narediti. In tukaj smo jih pa znali postaviti prav in to je zdaj, zaenkrat imamo za seboj 4 izbore inženirka leta, to je skupnost 40 inženirk, drugo leto imamo na pol jubilejni dogodek, tako da se zdaj že pripravljamo nanj. In vidi se, da v bistvu na nek način kar sproža en cunami in da je slišano v družbi, da potrebujemo v vseh poklicih prave talente in v pravih razmerjih. Kdor pa te pozna, pa tudi ve, da imaš izjemen posluh za mlade, to niti ne bi mogla dati v stavek, če bi hotela nekomu razložiti, kaj Ditka pomeni nekomu, ki je vedoželen in študent in bi se rad učil in to. Odkot ta ljubezen, odkot ta potrpežljivost? A si imela tudi ti na tvoji poti mogoče kakšnega, ki te je... Zdaj so ful popularni te mentorski programi, hvala Bogu, ker pač res super se obnesejo, ljudje uživajo in se eno drugega učijo. Ampak kako pa je bilo to na tvoji poti? Lahko rečem, da ne znam odgovoriti. Bom poskušala, ne vem, odkot mi to, mogoče tako, če se zelo, zelo, zelo veliko let nazaj vrnem, moja izbira srednje šole je bila pedagoška. Tako da očitno malo neke te naklonjenosti do učenja sebe in drugih mi je ostalo. Tako da in mogoče mi je to naravno, hkrati pa pri mentorstvu velja, da je vedno se uči tudi mentor od mentoriranca. In mislim, da zato uživam v teh odnosih, ker vidim po eni strani človeka, ki raste in to je nekaj najlepšega, kar lahko gledaš, kako v bistvu nekdo se razvija, raste pred tvojimi očmi in potem tudi sam prevzema določene vloge, hkrati se pa s tem učiš tudi sam in ne vem, mogoče je to tudi nek eliksir, da sam ostaješ mlad po načinu delovanja, razmišljanja in nekih nazorih. V čem se pa recimo naša generacija, recimo, ki se zaposlujemo zdaj ali pa ki smo se pred 5 leti oziroma ki se bomo čez 5 let, razlikuje od tvoje generacije, ki ste vi vstopali na trg dela? Misliš, da je nam lažje, misliš, da je nam težje ali smo si pač res toliko različni, da sploh ni za primerjati? Težko je stehtati, lažje, težje, preprosto. Takrat so bile določene priložnosti in je bilo kaj lažje, bilo je tudi kaj težje. Recimo, morda je bilo nekih več priložnosti, recimo za nas ekonomiste so bila vsa vrata odprta. Zdaj je drugače v ekonomiji. Kar je bilo pa težje napredovati, ker je bolj vladalo, koliko in koliko let moraš nekaj oddelati, da napreduješ. Čeprav so bile spet izjeme. Na katedri za finance, ker je bila moja prva zaposlitev, sem imela karierno pot zrisano do doktorata. Seveda, če uspešno tudi absorbiram vsebine in tako. Zdaj, kar je pa zdaj mogoče, ki je težje dobiti delo, ki bi te zanimalo, ali kot ekonomist, pravim, ker recimo podjetja zelo, zelo hrepenijo po inženirjih. Vendar, po drugi strani je pa toliko novih priložnosti in postajamo družba, kjer se moramo starejši učiti od mladih, kar še nikoli v civilizaciji ni bilo tega primera. Je pa mogoče kaj lažje, da tudi starejši začenjajo ugotavljati, da morajo spuščati in pripuščati k odločanju tudi mlajšim, gre to hitrejše. Tako da ni, težko je primerjati. Je pa v vsakem primeru, pač kamorkoli prideš, moraš dati vse od sebe, moraš pokazati, da se znaš učiti, da znaš sodelovati in potem nekako bi se morale stvari začeti dogajati prav, razen tam, kjer se ne. Kako pa bi dala mogoče še en tak med zadnjimi nasveti? Recimo, mlad si, prideš nekam na razgovor, kako bi lahko že takoj ocenil ali pa videl, to pa je neko spodbujajoče okolje ali pa to pa mogoče ni najbolj zame. Ko smo začeli Zlato nit, je en pameten otrok v 4. razredu rekel, pa nas otroke spusti v podjetja, pa vam bomo mi povedali, da je to dobro podjetje. Jaz mislim, da imajo otroci in mladi ljudje še dovolj teh registrov, senzorjev, da začutijo, ali se nekje dobro počutijo ali ne. In ni čisto nič drugače, kot ko si izbiral gimnazijo ali pa srednjo šolo ali pa fakulteto. Kje jaz čutim, da je moje okolje? In je v tem procesu treba slišati tudi sebe. Mi smo v projektu Inženirke in inženirji bomo posvojili koncept, ki pravi to, kar sem omenila. Išči, v čem si dober, kaj te veseli in kaj okolje potrebuje.
In če na ta način ves čas se izprašujemo, tudi vezano na svojo poklicno pot, mislim, da pridemo do dovolj dobrih odgovorov, da pač izberemo neko okolje, kjer čutimo, da bomo rasli. Če smo se pa zmotili, ni pa to nič usodnega, ker je naokoli še veliko podjetij, organizacij, kjer lahko poskusimo, če je mogoče tam boljše, in lahko se nenazadnje tudi vrnemo tja, ker ugotovimo, da pravzaprav tam nam je pa bolj ustrezalo. Pa zdaj, da nava končali v tem smislu kronološkega gledanja za nazaj, pa kako je bilo, kam pa ti želiš iti kot mogoče na osebni poti, tudi na karierni poti, v svojem podjetju, česa si želiš? Imam neko nenavadno željo. V teh časih moja želja je, da bo podjetje Mediade se razvijalo tako dobro, da bo nekoč staro 100 let. Tako da to je ena od želja, seveda delamo na tem, smo že začeli vzpostavljati program nasledstva, tako da to je ena od želja. Moja osebna želja pa je, da si nekako tako organiziram življenje, da bom nazaj lahko se več ukvarjala z športom. Trenutno sem v obdobju, ko me neznansko privlači umetna inteligenca in bi si rada malo še s tem poukvarjala trenutno. To, recimo, sem presrečna, ker bomo letos podatke v Zlati niti prevrteli skupaj z Inštitutom Jožef Štefan s pomočjo strojnega učenja, tako da me razveseljujejo to take stvari. Tako da to so neke, bom rekla, nobene visoko zveneče želje, cilji, tako nekaj tako dovolj na tleh, je pa nekaj, na čemer je treba delati in se vsak dan večkrat potruditi, da napreduješ proti tem ambicijam. Super. Ditka, najlepša hvala, ker si vzela čas, da si bila danes z nami. Upam, da si se prijetno počutila nazaj na Ekonomski fakulteti, prid kdaj pogledati. In pač res še enkrat čestitke tudi za priznanje, za uspešno delo in uspešno naprej. Hvala lepa, ekstremno dobro sem se počutila, tako da hvala za tole povabilo in jaz sem na Ekonomski fakulteti vedno, kot bi prišla domov, tako da res hvala.